Pozdravljeni in dobrodošli na drugem hagioterapevtskem večeru. Me dobro slišite? Dobro. Upam, da ste v redu. No, zdaj se pa spomnimo morda, kaj so nam želele povedati vsebine prvega hagioterapevtskega večera. Rekli smo najprej, da je hagioterapija sad verskega izkustva, novost na znanstvenem področju in tudi novost z svojim terapevtskim delovanjem, ker raziskuje človekovo duhovno dušo oziroma njeno zdravje, torej človekovo duhovno področje. Beseda hagioterapija izhaja iz grške besede hagios, kar pomeni svet, in terapejo. Prvotno je ta beseda pomenila častiti, slaviti, v sedanjem pomenu pa pomeni zdraviti. Hagioterapija nam torej odkriva in raziskuje 4 področja. Prvo področje raziskuje človekovo duhovno dimenzijo, drugič raziskuje človekove duhovne bolezni in patologijo človekove duhovne duše, tretjič diagnosticira različne duhovne bolezni in trpljenje in četrtič izvaja duhovno terapijo. Če na kratko povzamemo, hagioterapija zaobsega področja antropologije, patologije, diagnosticiranja in terapije. Hagioterapija, smo rekli, je sistematična strokovna duhovna pomoč, ki jo mora seveda izobraženi in duhovno formirani hagioasistent vsekakor obvladati in poznati. Hkrati pa je tudi duhovni karitas, saj gre za duhovno pomoč človeku, ki trpi. Hagioterapija, smo rekli, da je tudi duhovna medicina. Zakaj? Zato, ker pri njenem delu uporabljamo marsikatere medicinske izraze, ki nam jasneje in natančneje predočijo, za katere vsebine in postopke gre. Hkrati smo pa tudi rekli, da hagioterapijo ne smemo enačiti niti z karizmatičnimi molitvami, niti z molitvami za notranje zdravljenje, niti s kakšnimi drugimi alternativnimi praksami, ker to preprosto ona ni. Hkrati pa smo tudi rekli, da hagioterapija ni konkurenca niti medicini, niti psihiatriji, ker sta oni dve pristojni vsaka za svoje področje, medtem ko pa pristojnost hagioterapije je izrazito človekovo duhovno področje. Hkrati smo spoznali in se prepričali, da nam hagioterapija ne predstavlja dobroto samo kot božji dar ali krepost, ampak tudi kot zdravilo. Saj prinaša dobrota radost, življenje, srečo, sprejemanje, pogum, ljubezen v človekovo življenje. In to samo zato, ker je Bog absolutni izvor te dobrote. In če se malo spomnimo, smo rekli, da dobrota uničuje zlo, ga blokira, naredi človeka celovitega, bolj humanega, zdravega, nesmrtnega in nepozabnega. Torej, v molitvi smo odkrivali Boga kot absolutno dobroto, ki nam pomaga, da z dobroto gledamo nase, se sprejemamo v pravi luči, da z dobroto gledamo tudi na druge in gradimo mostove prijateljstva. Torej, dobrota je osnova vsega, kar obstaja na tem svetu. In zlo je zmeraj samo parazit dobrega. Torej, preprosto povedano, dokler te stavbe ni bilo zgrajene, zlo je ni moglo uničiti. Šele ko je stavba zgrajena, šele tedaj lahko jo zlo uniči. Druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je tudi ta. Vedno znova človek živi v današnjem svetu kot tujec. Se spomnim, ko sem pred nekaj časi iz Cerkniškega jezera šel proti Cerknici, tam v bližini stanujem, in sem ob poti naenkrat se zavedel in zagledal invalida brez roke in brez noge. In tedaj sem sam pri sebi
si rekel, poglej, Miran, ta človek nima roke in noge, pa ti imaš zdrave roke, ti imaš zdrave noge, ti imaš vse. In naenkrat se začutil, koliko dobrote in dobrega je v meni. Poglej, ti imaš zdrave oči, imaš zdrave ušesa, imaš zdrave roke, imaš zdrave noge, koliko dobrega in koliko dobrote je vate položeno. In naenkrat v tistem trenutku sem začutil v sebi radost, veselje, hvaležnost za vse to, kar imam po Božji dobroti. Zadnjič sem vas potem povabil, da vsak izmed vas pri sebi v tem času do naslednjega srečanja odkriva, kdo sem v resnici jaz, oziroma kakšen original sem jaz. Pomisli ta večer, ali lahko rečeš, da se sedaj bolj poznaš kot prej, si ti sebi tujec ali prijatelj. Pomisli, ali imaš ti sebe rad. Ko pomisliš na sebe, ko postaviš samega sebe pred seboj, kaj najprej pomisliš? Na svoje dobre, lepe lastnosti ali na svoje slabe lastnosti? Po drugi strani pa ne samo to. Poglej, ti se vsak dan srečuješ z zmotnimi in nerealnimi predstavami o sebi, ki ti jih nekritično posedujejo drugi, tvoji starši, tvoji prijatelji, tvoji sošolci, pa tudi ta svet. In to povzroča v tebi napetost, razpetost, nezadovoljstvo, prevelike zahteve ali pričakovanja ali celo razočaranja, ali pa celo začneš verjeti, da si zares takšen in da se s tem naenkrat kar zadovoljiš in se na to tudi fiksiraš. Dve stvari sta zelo pomembna. Prva, da je pomembno vedno znova sebe spoznavati, pomembno je vedno znova sebe preverjati v celoviti luči. In drugič, nekdo je, ki te vedno sprejema in vedno v dobroti misli nate in te sprejema celovitega, takšnega kot si. In v veri spoznavaš, da je to nekdo, ki mu rečemo ljubezen, ki mu rečemo življenje, ki mu rečemo luč. In zato, poglejte, je vse to še kako spoznavanje in preverjanje samega sebe povezano tudi z vero, o kateri smo prejšnji večer govorili. Rekli smo namreč, da je vera sestavljena iz treh zelo pomembnih elementov. Prvi element, poslušanje. Drugi element je premišljevanje. In tretji element, uresničevanje. Kaj to pomeni? To pomeni, da brez vere ne moreš v življenju ti uspeti. Vera ti pomaga, da kakor Božja mati Marija prisluhneš in odkriješ najprej v življenju, kaj vse je podarjeno in zaupano samo tebi. To imaš samo ti in ne drug. Si kdaj sploh pomislil na to? Pomembno je, da razmišljaš, s kakšnim namenom oziroma za kakšen življenjski cilj ti je bilo vse to dano. Ter kako vse te darove v sebi ohranjati, jih razvija dalje, da boš prišel do tega cilja in da boš ta cilj v sebi in v svojem življenju uresničil. In zato je zelo pomembno v svojem življenju vedeti, kaj pomeni verovati. Verovati pomeni, jaz zmorem, jaz hočem, jaz verjamem, da bom v tem uspel. To je tisto, kar je zelo pomembno. Takšna vera te pelje vedno znova v novi svet, v novo upanje, v nove perspektive v življenju. Zato je vera bogastvo in zaklad. Saj je od nje odvisno, ali bo tvoje življenje bolj polno in bogato, ali pa bo brez nje tvoj program življenja bolj prazen, pust, osiromašen. Vera je torej osnovno tkivo našega življenja in tudi sestavni del hagioterapije. Še več, je njen bistven del. Kaj to pomeni? Če ti ne verjameš v to, kar ti hagioasistent govori ali pa reče, da narediš za svoje duhovno zdravje, ali če ne narediš tega z vero, potem ni pravega sadu in efekta v tvojem življenju. Ko sem prej vam govoril ravno o tem, kaj pomeni verovati, to zdravilo vzeti, jaz zmorem, da bom shujšal, jaz hočem shujšati, jaz verjamem, da bom shujšal. Če ti to zares narediš v sebi, odločitev, vam povem iz lastnega izkustva, 10 kil, 20 kil, pa še več gre dol. In zato je pomembno, da se zavemo, da je hagioterapija res čudoviti Božji dar,
je dan vsakemu izmed nas. In ko ti zares stopiš z vero v območje hagioterapije, potem res odkrivaš, da hagioterapija ima svoje sadove, da hagioterapija spreminja tebe, tvoj svet in ga dela bogatejšega. Torej, hagioterapija poudarja, da je človek duhovno bitje. Je kot reka, ki teče od svojega izvira proti cilju. Takšni so tudi njegovi dnevi. Izvor njegovega duhovnega življenja je njegov stvarnik, ki tako neposredno sodeluje pri zdravljenju njegove duhovne dimenzije. Da bi lažje praktično razumeli, kaj pomeni to duhovna dimenzija, si skušajmo pomagati s posrečeno primerjavo. Predstavljajmo si violonista, ki igra na violino. Telo bi lahko razumeli kot violino, duha kot violinista in melodijo kot psiho. Violinist si pomaga z violino, ustvarja melodijo in je najpomembnejši v tej celoti. Vendar brez violine ne more ustvariti zvoka te melodije. Violina je brez violinista mrtva, saj sama od sebe ne more dati melodije. Melodija pa je vendar sposobnost, s katero se izraža tako violina kot violinist. Tako bi lahko rekli, da človekova duhovna dimenzija pričinja telo in dušo, poduhovlja in oživlja telo ter se izraža skozi psiho. Pravimo, da ima človek duha, tudi za Boga rečemo, da je duh. Življenje je torej duhovno, kajti Jezus pravi, da je on življenje. Jezus tudi pravi za svoje besede, da so duh in življenje. Božje življenje je absolutno, človeško pa omejeno. Zato je Bog ljubezen, človek pa samo ljubi. Bog je pravičnost, človek pa dela za pravičnost in je lahko pravičen. Bog je življenje, človek pa živi. Bog je oživljajoč duh, človek pa je živi duh, duhovna duša. Človek je od Boga bistveno odvisen. Življenje je prejel, a ne more ga sam sebi dati. Sam sebi tudi ne more dati smisla, ne more se rešiti smrti. On ni izvor svoje eksistence. Ne more ustvariti samega sebe, niti se odrešiti. Bistvo hagioterapije je v tem, da želi človeka povesti iz njegove krhke, omejene eksistence v gotovo neomejeno dimenzijo večnosti. Človeku pomaga, da ne gradi na pesku, ampak na skali. Problemi, stresi, težave, strahovi in vsako zlo izgublja s tem svojo moč. Toda humanost, dobrota, pravičnost, ljubezen, resnica in vse, kar je krepostno in pošteno, dobiva pravo luč in privlačnost. Človek moralne vrednote spoznava in se zanje nezavedno odloča. To je racionalno, nezavedno, a duhovno zavedno. Viktor Frankl pravi, da je v človekovi podzavesti vsebina Boga. Ateisti te stvarnosti ne pustijo na dan in postajajo nevrotični. David Amen, ameriški nevrolog, pravi, da se v človekovih možganih nahaja prirojena funkcija Boga, ki jo Ramahandran imenuje modul Boga. Amen nadalje pravi, da je človeku potrebno pridobiti sposobnost, da bi videl in slišal Božjo prisotnost v fizičnem življenju. Zanimivo je, da otroci od vsega začetka poznajo Boga, čeprav so njihovi možgani pravzaprav šele v razvoju. Človek intuitivno, na nek način mimo možganov, neposredno duhovno spozna stvarnika kot izvor in ti njegovi osebnosti. Spoznava ga kot glas svoje vesti, ki ga kot mati opozarja, katera pot je moralna in prava. Zatem v spoznanjih svojega intelekta, v odločitvah svoje volje, v religiozni sposobnosti, v umetniškem ustvarjanju, v veri, v ljubezni. Iz tega zaključujemo, da je hagioterapija sveta, ker se dotika svetih področij človekovega bitja in tudi zato, ker se dotika prisotnosti samega stvarnika. Ta prisotnost torej ni religijska, ampak je vsakemu človeku dosegljiva. Lahko bi rekli prirojena. Tako je to univerzalno spoznanje in prisotnost stvarnika v vsakem človeku njegova največja moč za duhovno zdravje. Hagioterapija nam predstavlja resnico ne samo kot krepost, za katero se je potrebno vedno znova truditi, ampak tudi kot pomembno zdravilo za našo dušo. Zato je pomembno, da se resnici na prav način odpiramo,
jo odkrivamo in ji služimo. Človek nosi v sebi temeljno naravnanost, da bi resnico spoznal in ji služil svojim življenjem. Naša osnovna resničnost je ta, da smo poklicani v obstajanje, v življenje. Poklicani smo na pot, v bivanje kot oseba, ki nosi v sebi osnovne orientacijske lučke, ki ji pomagajo živeti skladno z resnico v sebi, v sočloveku in v svetu. Zavedaj se sedaj, da si tukaj na zemlji samo prehodno. Zares živel boš v večnosti, a tukaj si zato, da se vidi, kakšen si. Tvoje življenje je le ena velika preizkušnja. Tvoje življenje je tvoj jaz, tvoja osebnost, ki je tvoja največja duhovna vrednota. Človek s smrtjo življenja ne izgubi, ker njegova duša in njegov duh žive večno. Zato ni najpomembnejše dati vse za to, da ohraniš to zemeljsko življenje, ki se enkrat gotovo konča. In prav zato se lahko človek na tej zemlji vsemu odpove, a v resnici živi življenje v polnosti. Ko se odpove zemeljskemu življenju, takrat živi večno življenje. V Mateji 19:21 reče Jezus mladeniču: če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi in hodi za menoj. V Janez 14:6-7 pa nam Jezus razodene, da je on tista pot, ki nas pelje k večni resnici, ki je nebeški Oče, v večno življenje. Smrt torej ni konec življenja, odrekanje ni konec uživanja, zadovoljstva in radosti. To je tista resnica, ki pelje človeka v polnost življenja in jo lahko prepoznamo samo srcem. Dokler si samo na razumski ravni, ne spoznaš resnice. Če zate resnica samo to, kar vidiš, ti ne veš, kaj je dobrota, kaj je ljubezen, vest, kaj je svoboda, kaj je beseda, misel. Samo svojim duhom, svojim intuitivnim spoznanjem, z umom, lahko prideš do resnice, ker resnico bereš od znotraj. Samo kadar sodeluje ta in razum, takrat vsem svojim bitjem lahko živiš resnico, ki te osvobaja vseh tozemeljskih zablod. Ti si v resnici, ko se držiš naravno moralnih zakonov, katere je tvoj stvarnik zapisal tvojo notranjost. Kadarkoli spoznaš, da si naredil nekaj narobe, se pokesaj in znova si v resnici in spet si stopil v življenje. Lepo je biti človek le takrat, če si povezan s svojim stvarnikom. Takrat, ko si v resnici, si na duhovni ravni. Samo takrat živiš duhovno stvarnost. Takrat se resnice dotikaš. Prisluhni svojemu duhu, ki je tvoja najvišja sposobnost, ki ti jo daje vera. Človek živi od vere, ki je duhovno tkivo človeškega življenja. Samo v moči vere si odprt presežne resnice, v dobroto in resnico, kar ti prinaša zdravje in osmišlja tvoje bivanje na zemlji. Morda je prav, da zdaj vzameš svinčnik, če ne pa samo toliko, da se umiriš in z eno besedo, na kratko, na hitro napiši, kdo je zate Bog. Gotovo ste napisali različne odgovore. Ampak, veste, zakaj smo to naredili? Od tega, kakšna je tvoja podoba Boga, je zelo tudi odvisno, kako boš ti živel svoje življenje. Ti sam v svojem srcu dobro veš, da je življenje zahtevno in polno preizkušenj, da je težko in nemogoče, ker je lahko tudi prezahtevno in kruto. Ko zboliš na smrt, pomisli, nihče namesto ljudi ne more sprejeti in nositi tvoje bolezni. Bolezen lahko samo sprejmeš in nosiš sam. Samo eden je, ki lahko vstopi v to tvojo bolezen, jo hodi s tabo, ter ti omogoča, da boš večno živel in tako preživel to bolezen. In ta nekdo je Bog. On je pot, na kateri se ti v življenju klešeš. On je resnica, ki ti pomaga vstopati v vedno večjo polnost svobode. In on je življenje, ki odvzema tvoj strah pred zemeljsko smrtjo in izničenjem, se njegovo življenje nikoli ne mine. To je namreč življenje večnih perspektiv in večnega upanja.
In kako Sveto pismo in katoliški katekizem cerkve predstavljata Boga? Najprej kot trojedinega Boga, potem kot stvarnika in Jahveta, kot Gospoda in najvišjega, kot rešitelja, še posebej ubogih in nemočnih, kot usmiljenega in milostljivega Boga, kot vir življenja, kot večno modrost in resnico, kot ustajenje in življenje, kot luč in ljubezen, kot tistega, ki je prvi, živi in poslednji, kot gospodarja in sodnika živih in mrtvih, ter celotne človeške zgodovine. V Svetem pismu nam je Bog predstavljen tudi kot tisti, ki vse presega, in zato ga Sveto pismo imenuje tudi sveti, nesmrtni in večni. In katera je Jezusova najljubša podoba Boga? Jezus predstavlja Boga kot očeta, ki je usmiljen in dober. Samo spomni se na priliko o izgubljenem sinu. Kako sem jaz doživel Boga kot očeta, se spomnim pred nekaj časi, ko sem se pripravljal na spoved, in veste, kako je vsakemu, ko želi stopiti k spovedi, kako velikokrat ljudje težko sprejmemo svojo majhnost, svojo grešnost. In ko sem nekega trenutka iskreno stopil pred Boga in se rekel: ljubi Bog, poglej, zdaj se pa želim tudi jaz malo pripraviti na sveto spoved, daj spregovori mi ti iskreno in odprto. Ko sem mu tako spregovoril na srce, sem odprl Sveto pismo in odprlo se mi je Ozejeva knjiga, 14. poglavje, v katerem sem začutil očetovske besede Boga, ki pravi: vrni se, o Izrael, zakaj padel si po lastni krivdi. In v tistem trenutku je Bog kot oče pred mano samo pokazal moje življenje kot film in me prečistil in osvobodil mnogih stvari. In tako sem začutil, kako je Bog zares oče, kako ima veliko srce zame, zate in za vsakega človeka. In kako Božje srce zares želi govoriti vsakemu srcu. Vendar vsako srce, človekovo srce, ima eno posebnost. Kljuka, s katero se odprejo vrata tvojega srca, je samo na tvoji notranji strani. In jo moraš ti odpreti, ne Bog. In iz vsega tega, kar smo sedaj rekli, sledi, da Bog ni sila, da tudi ni neosebna energija, niti vesoljni fluid, ki bi ga človek moral uporabiti, da postane zdrav. Kakor je človek oseba, je tudi Bog oseba. Saj smo vendarle mi njegova podoba. In zaradi tega ezoterično zdravje, zdravljenje z bioenergijo, zdravljenje samo z človeškimi duhovnimi močmi ne morejo zdraviti človekovega duha. To je povsem jasno in razumljivo vsakemu normalno pametnemu človeku. In človek kot oseba ostaja na koncu tega še naprej bolan. Kakor, poglejte, psihiatrija zdravi z medčloveškimi relacijami, pogovorom, dogajanjem med psihiatrom in pacienti, tako se lahko duhovno zdravljenje dogaja samo v osebnih relacijah med Bogom in človekom. In v teh relacijah je Jezus Kristus srednik, odrešenik, zdravilo in zdravnik ter odkupitelj tistih, ki želijo zdraviti ranjena srca. Cerkev pa je kot skupnost vernikov neke žive vrste orodje, s katerim si Jezus pomaga pri odreševanju in zdravljenju človekovega duha. Če nekako sklenemo to naše srečanje danes, lahko rečemo, da je Bog skrivnost našega življenja, ker ga v svojem delovanju, ki je ustvarjalno in odrešensko, kot oseba do konca ne bomo nikoli doumeli. Lahko pa se mu z ljubeznijo in z dobroto vedno znova približujemo in ga odkrivamo. Zato vas povabim, da kdor želi do naslednjega srečanja, seveda za svojo duhovno rast, pa obogatitev samega sebe, pa tudi drugih, da lahko odgovori na naslednja vsa ali pa morda tudi izbrana vprašanja, ki jih bom zdaj morda vam omenil jih. Najprej, kdo je zame Bog in kdo sem jaz? Kako jaz doživljam samega sebe in Boga?
kaj imam najraje pri Bogu in pri sebi, oziroma česa ne sprejemam. Potem, katere podobe o samem sebi in o Bogu so mi bile usiljene in sem jih že prehodil, oziroma se jih osvobodil. Kaj je tisto, kar najbolj občudujem pri Bogu in pri sebi? In katera je moja najljubša podoba Boga? Torej, veseli bomo, če nam boste te anonimne odgovore naslednjič napisane tudi oddali in najbogatejše bomo prebrali. Vaši odgovori pa bodo gotovo vam pa tudi vsem ostalim v obogatitev, v spodbudo, v rast. Tako, hvala lepa za vaše udeležbo, pa dobrodošli naslednjič. Sedaj bi vam še povedala eno pričevanje svojega hagioterapevtskega dela z ljudmi. Namreč, vsaka hagioterapija je za vsakogar pogumno dejanje. Vse to je korak k srečanju z resnico o sebi, o drugih in o svetu. Tako pogumna v iskanju pomoči je bila tudi žena, ki je prišla v hudi stiski, ker je bil njen sicer civilno sklenjen zakon na poti k sesutju. V zakonu se je rodil sin, ki je imel sedaj že 7 let. Ona je izhajala z globoko verne kmečke družine. Mož je pa bil sin bogatega trgovca, ki se mu je streglo vsem, odkar je zagledal luč sveta. Že po kratkem času skupnega življenja je spoznala, da so vrednote, ki so bile njej svete, njemu razlog za posmeh. On je bil povzpetnež in na poti do cilja ni zbiral sredstev. Ona je ljubila naravo, on je najraje posedal s prijatelji v gostilni. Rad je imel ženske in skok čez plot mu je bila mala muha. Njo je to žalilo v njenem dostojanstvu. Deliti ljubezni z njim ni mogla več. Skušala ga je pritegniti v svoj svet, ki ga je nosila v srcu. Upala je, da ga bo zanimal njen drugačen, duhovni pogled na življenje, a on je živel večji del na psihofizični ravni. Ona pa ga je imela resnično rada. Srce se ji je trgalo, ko je spoznala resnico, da ga ne bo mogla spremeniti. Na prva srečanja je prihajala vsa skrušena, drhteča, s pogledom uprtim v tla. Po več srečanjih se je pričela opazno spreminjati. Na obrazu ji je zasijal nasmeh. Njen korak je bil odločen, drža je postajala ponosna. Ob neki priliki mi je dejala: hvala vam, da ste mi pomagali spoznati resnico. Ta resnica je v meni in Bogu in hvaležna sem, da jo lahko odkrivam z njim. Hvaležna sem tudi svojim staršem, da so me vzgojili v veri, in vam, ki ste mi odprli okno v ta duhovni svet, iz katerega črpam moči in osmišljam svoje življenje. Pa naj se je resnica, ki jo v njem spoznavam, meni v radost ali v križ. Zaupam, da Bog že ve, kaj je zame dobro. Ko se sedaj kdaj srečava na cesti, zasije pred nama zgodba spominov in srečen nasmeh. Življenje je lahko tudi lepo.